Na današnji seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, ki je bila sklicana na pobudo, odnosno zahtevo Slovenske ljudske stranke, smo obravnavali zavrženje kazenskih ovadb v zadevi Bulmastifov. Moram povedati, da se je generalna državna tožilka kot tudi tožilka Gregorčičeva iz Ljubljane opravičila. Navedli sta upravičljiv razlog, da seveda o zadevah ne moreta govoriti, ker so te stvari ponovno predmet dela tožilcev. Kljub temu pa smo lahko poslušali tako predstavnike notranjega ministrstva, policije, kot tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter seveda sedanjega in bivšega predsednika protikorupcijske komisije. Moram reči, da do bistveno novih ugotovitev nismo prišli, razen morda takih eksplicitnih opozoril gospoda Kosa, ki je opozoril na to, da je posamezne priče v tej zadevi pošiljal na policijo in da so jim na policiji dejansko jih opozorili, naj ne govorijo preveč, da ne bi bili sami obtoženi česarkoli, kar je na nek način zaskrbljujoče. Je pa zanimivo, da v tej zadevi govorimo tudi o tem nadzoru nad delom upravnega sodišča, odnosno odločitvijo ministrovega brata, sodnika Zalarja. Lansko leto se je zgodilo, so prišli na dan seveda podatki o tem, da je tej zadevi usmrtitve psov, da je prišlo v tej zadevi usmrtitve psov do tega, da je veterinarska uprava odločila, da je treba pse usmrtiti. V tistem času se je seveda pritožil gospod Senica in upravno sodišče je odločilo, ne boste verjeli, v enem samem dnevu. In kot obstajajo podatki, svojo odločitev seveda posredovalo tudi odvetniški pisarni in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sodnik Zalar kot poročevalec v tej zadevi je uporabil napačen zakon. Namreč tisti zakon izpred leta 2007, moral pa bi uporabiti novelo zakona, ki je bila sprejeta leta 2007. In pse je seveda vrnil lastniku. To je zelo sporna odločitev, ki jo vsa pravna stroka komentira kot napako sodnika. In sam sem v preteklem letu večkrat vztrajal na tem, da je potrebno, da minister Zalar sproži nadzor nad delom upravnega sodišča v tej zadevi. Šele sedaj so prišli na dan podatki, da je minister Zalar to odločitev prepustil vladi. Vlada Republike Slovenije je lansko leto dala pobudo upravnemu sodišču, da opravi nadzor nad delom tega sodnika, odnosno senata, ki je odločal v tej zadevi. In zanimivo, upravno sodišče je s podpisom predsednice gospe Jasne Šegan 31.8. lansko leto odločilo, da nadzora ne bo in da torej ne dovoli nadzora nad delom ministrovega brata, odnosno trojice sodnikov. To je potrdil tudi sodni svet. 21.9.2010 tudi sodni svet se je postavil na stališče, da ne dovoljuje nadzora nad delom sodnika. Pazite, to je čas, ko je gospod Masleša, kot predsednik sodnega sveta, o tem odločil in tudi podpisal odločbo, bil pa je takrat, kot vemo, že kandidat za predsednika Vrhovnega sodišča. Seveda se tu postavi eno temeljno vprašanje, ali je minister Zalar z forsiranjem njegovega imenovanja na mesto predsednika Vrhovnega sodišča mu na nek način plačeval za to odločbo iz 21.9.2010. In postavlja se še eno vprašanje. To pa je vprašanje, kdo potem lahko nadzira delo sodišč. Če so se sodišča postavila na stališče, da vlada ne sme dati niti pobude. Vsi pa vemo, da ima predsednik Vrhovnega sodišča vse kompetence, da izpelje po predpisani poti nadzor nad sodniki, katerimkoli sodnikom. Tega v tej državi očitno ni pripravljen narediti nihče. Torej vlada ne sme dati niti pobude, sodna veja oblasti prepoveduje in ne nadzira svojih sodnikov, kljub temu, da je v tem primeru sodnik Zalar sprejel evidentno napačno zakonsko odločitev. Tudi ta situacija še enkrat naravnost kliče po ustavnih spremembah na področju sodstva.